Lep pozdrav in dobrodošli v liveu Kripto dnevno, kjer redno spremljamo gibanje cen kriptovalut. No, to imamo na Patreonu vsak dan ob 9. zjutraj in če se mi želite pridružiti v živo, imate povezave spodaj v opisu in pa pri petem komentarju. No, kasneje to objavim sicer tudi na YouTubu in če ne želite tam zamuditi kakšne objave oziroma pol posnetega videa, se kar dejte naročiti na kanal, tako da vas bo tudi takoj obvestilo, čim bo objavljeno. Ok, kje smo mi zdaj ostali v prejšnjem tednu? Na petek smo mi začrtali pri Bitcoinu tale plan in mislim, dobesedno smo šli, kar se tiče gibanja cene po planu in še malo čez. Potem smo naredili tukaj tale trojni vrh, se spustili in zdaj moram reči, da je stanje kar malo neodločeno. Nismo dobili nekega velikega gibanja na nedeljo, tako da čez vikend nisem objavljal ničesar. Moram reči, da smo imeli praktično kar miren vikend. Zdaj, vprašanje je, kaj mi tukaj delamo. Kar se tiče dolgih in kratkih pozicij, smo imeli tudi zelo zanimivo situacijo preko vikenda. Tukaj lahko vidimo, kdaj je bilo to na soboto. So se za Bitcoin začele nabirati kar dolge pozicije, medtem ko za Ethereum pa kar precej kratkih, tako da zanimiva situacija. In potem naprej imamo stanje praktično neodločeno. Tako da, kaj bi mi zdaj lahko gledali, kar se tiče nadaljnega gibanja cene? Vprašanje je, kaj imamo mi zdaj tukaj. Kot vidimo, mi udarjamo zdaj konstantno ob tole isto mejo, to je na tam nekje 71.400, dajmo reči, vidimo tukaj kolikokrat smo udarili, pa zdaj spet tukaj s temi tremi vrhovi oziroma štirimi. Ali bomo mi zdaj od tega zavrnjeni in ali bomo šli mi testirati tukaj zdaj to mejo 68.000 in v tem primeru bi mi naredili dvojni vrh. Ga bom kar označil, torej dvojni vrh. Imamo en vrh in pa drugi vrh in to je seveda medvedji vzorec. Imamo ga tudi tukaj. Samo malo tole bom zbrisal, sem nekaj označeval. Imamo ga tudi tukaj en vrh in pa drugi vrh. In seveda bo treba zdaj spremljati, kaj bomo mi tukaj imeli. Tole je pa neckline meja na okoli 67.600. Tako da to bo vsekakor treba spremljati in seveda tudi za bike, če bomo mi zdaj tole končno prebili in morda šli še za eno nogo višje. Tukaj imamo nastavljena likvidnostna območja še odprej na 72.500 nekje in pa na 73.700, tako da ja, če gremo mi še naprej, če mi tole zdaj prebijemo, lahko gremo in pridobimo še tale območja. V nasprotnem primeru, tole likvidnostno območje smo mi že pobrali, tole smo tudi pobrali. V nasprotnem primeru pa, kot sem rekel, bi mi lahko šli testirati tole območje 68.000, se upravičujem. Dajmo si pogledati mi še, kje so se nabirale dolge pozicije. Tukaj so se nabirale pri Bitcoinu in pa tudi tukaj pri teh vrhovih, tako da to bi znalo biti kar pomembno območje, če ga gremo mi zdaj testirati. Zdaj imamo torej dve območji, 71.500 in pa
68 000, ti dve območji praktično označujeta gibanje čez vikend. Kar bi zdaj jaz pričakoval, je morda lažen premik na začetku tedna, katerikoli že bo, in da se tukaj začnejo nabirati dolge ali kratke pozicije. Tako da to bo treba malo počakati, da vidimo, kaj se bo dejansko zgodilo in potem seveda preobrat v nasprotno smer. Kar se tiče RSI-ja, trenutno ni kakšnih posebnosti. Dajmo si mi zdaj še pogledati Ethereum, da vidimo, kaj se tukaj dogaja. Ethereum ima tudi kar zanimivo gibanje, ampak kar precej podobno. Tukaj imamo v bistvu, sem pozabil spremeniti. Tako, torej 15-minutni Ethereum in pa enourni Ethereum, časovni interval. Tukaj smo tudi predvidevali, da bomo šli gor in smo tudi šli in zdaj smo se preko vikenda zadrževali tudi v tem območju. Tukaj imamo eno likvidnostno območje, ki smo ga očitno zdaj pobrali. Zdaj lahko gremo mi še malo gor testirati tele vrhove. Tukaj, kaj imamo tukaj? 2200, tudi ena taka lepa okrogla številka. Odvisno je tudi tukaj, kaj bomo mi prej prebili. Torej imamo območje 2150 tam nekje in pa okrogla številka 2000. Je pa zelo zanimiv tukaj na enournem časovnem intervalu. Mi še vedno delamo tale padajoči klin in zdaj smo na njegovi zgornji meji in vprašanje je, če ga bomo prebili. Tukaj se je kar precej nabiralo tudi teh dolgih pozicij in kje so ponavadi ljudje štimali stop losse, sigurno tukaj na 1980 tam nekje. In pa seveda na tem dnu. Tako da, če mi zdaj slučajno dobimo zavrnitev od tele zgornje linije, tegale našega vzorca, lahko gremo mi še vedno pobirati tale likvidnostna območja. In tudi tukaj seveda imamo označeno tole dno na 1754. Zdaj, jaz osebno mislim, da padec se še ni končal. To pa tudi zaradi tega. Malo gremo nazaj na Bitcoin. Pa pojdimo na 4-urni časovni interval. Tukaj. Zakaj jaz tako mislim? Imamo tukaj tale vrh in pa tale vrh. Vidimo, da pri Bitcoinu imamo zelo očiten vrh in pa nižji vrh. Zdaj seveda lahko gremo še višje, ampak to ne bo nič kaj popravilo. Tako da vrh, nižji vrh, medtem ko RSI pa dela vrh in pa višji vrh. Torej skrita medvedja divergenca, ki ponavadi nakazuje na nadaljevanje padanja. Ampak, kot sem rekel, mi še vedno lahko gremo pobirati tale likvidnostna območja in še vedno je to nižji vrh, kar se tiče gibanja cene. Tako da bo treba malo počakati, pa videti, kaj se bo tukaj dogajalo. To je igra potrpljenja. Dajmo pogledati še Ethereum, 4-urni časovni interval. Ga bom tukaj dal. 4-urni časovni interval. Ja, tudi tukaj se dogaja isto. Poglejte, vrh in nižji vrh v gibanju cene. Po mojem se zna zgoditi tudi to, da ogromno ljudi gleda zdaj tale vzorec padajočega, razširajočega klina, kdaj bo preboj, in ko pride preboj, se potem lahko vse skupaj obrne v nasprotno smer, kot smo že večkrat rekli.
Trg se ponavadi obrne v nasprotni smeri pričakovanj. Kje smo ostali? Torej, vrh, nižji vrh, medtem ko tukaj RSI dela zelo očitno vrh in pa višji vrh. Torej, skrita medvedja divergenca. In lahko bi se tukaj pričakovalo seveda nadaljevanje padanja, tarča pri Ethereumu, tukaj 1750, na 4-urnem časovnem intervalu imamo pa tukaj na 1822. Še tole sem želel pokazati, tukaj imamo Bitcoin Futures in označili smo tale gap oziroma tole praznino, ki se je zgodila skozi prejšnji vikend. Ampak opozoril sem, te praznine se zelo rade zapolnijo, ni pa nujno, da se takoj zapolnijo in kot vidite, smo šli še naprej dol in ta praznina lahko zdaj tudi deluje kot past, zaradi tega, ker ogromna večina ljudi pričakuje, da se bo kmalu zapolnila. Tako da, ja, vsekakor je dobro, da se to naštima kot neko ciljno črto, ampak ne sme se pričakovati, da bo to zelo kmalu zapolnjeno. Tale praznina tukaj, ki jo imamo, sega od 79.620 pri Bitcoinu do 81.400. Tako da vsekakor jo bomo enkrat šli zapolniti. Kar bi morda jaz čakal zdaj tukaj, kar se tiče Bitcoina, je, da naredimo eno bikovsko divergenco. Kot vidimo, smo šli v preprodano območje, kar se tiče RSI-ja, in morda bomo morali iti še malo naprej dol in narediti tukaj eno bikovsko divergenco. Ampak to zdaj samo govorim, kaj bi morda lahko bilo naprej. Nič ni sigurnega tukaj, kot vemo. Torej, če povzamemo, trenutno malo neodločna situacija, malo bo treba počakati na določen preboj teh območij, ki smo jih začrtali tukaj pri Bitcoinu 71.400 ali 67.700, pri Ethereumu 2130 in pa od spodaj 2000, torej kaj se bo prej prebilo in potem glede na to, kaj se bo tukaj od spodaj nabiralo, ali dolge ali kratke pozicije, bi se lahko pričakovalo premik v nasprotno smer. Zdaj, jaz upam, da sem bil dovolj jasen. Če imate morda kakršnokoli vprašanje, seveda kar komentirajte tukaj, patroni v chatu, tudi če želite morda, da pogledamo kakšen kovanec, ki je vam ljub, kar komentirajte tukaj. In pa seveda, če gledate to kasneje preko YouTubea, kar komentirajte od spodaj pod videom. Vidim, da se razvijajo kar lepe debate od spodaj in tudi zelo rad se pogovorim z vami. Zelo veliko različnih mnenj in to zelo rad vidim od spodaj pod svojimi videi. In seveda, če ne želite zamuditi kakšnega videa, se pa dajte naročiti na kanal. Tako da vas bo tudi, čim objavim kakšnega, takoj obvestilo. In to bo tudi to za začetek tedna. Jaz vam želim en lep teden še naprej in se vidimo jutri zjutraj ponovno ob 9. Čau, čau!